Lepo dobro jutro, želim se in noj adventni blagoslov prevzeme vsako naše življenje, štere poslušamo Božjo drago sveto reč. Znate, tisti, štere ne poslušajo Bože reči, Bože besede, tistih ne more prevzeti, tistih ne more dosegnete te adventne, te Bože blagoslov. Blagoslov ali sporočilo druge adventne nedele je to, ko so pravile angele najprlej pasterom. V Lukače 2. tale 10. veršoš je to bilo tisto prvo sporočilo mira. Ne bojte se. To je sporočilo te druge adventne nedele. In če pogledamo v Lukače 2. tale dole 14. vrstica, to pravi, to je naslednja, ko so angele prinesli, ko so sporočili te pasterom. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Šteren, kome, šteren ljudem, ki so mu po volji. Amen. Amen. To je to sporočilo adventa. Slava Bogu na višavah. Ide se za njega, ne za nas. On dava mir. On dava mir na prvo mesto in tistim, štere so po njegovoj volji. Simbol prve adventne nedele je vipanje. Druge adventne nedele mir, treće adventne nedele pride te veselje in na koncu še ljubezen. To prinaša, to sporoča 4. adventna nedela. Mir. Mir. Stanje, s katerim se človek bore se od Edenskega vrta in nikak ne more sam priti do mira. Ne more ga osvojiti ne za sebe osebno in niti ne za svojo okolico. In znova mu pravo, zakaj je to tok. Zato, ker je človek grato nasprotnik kneza mira. Človek je grato nasprotnik tistega, šteri dava edini pravi mir in to za volo poslušnosti Božome sovražnike. Ne je poslušal to, ko njoj Bog pravi, pač pa je poslušal Božjega nasprotnika, Božjega sovražnika. In tom se je te zgubo, te mir in zato človek ne more sam nazaj do njega. Znate, v tisti besedaj, štere so prinesli angeli ta pasterom, ta na betlehemske poljane, to je odgovor, ko pride znova do pravoga mira. Ne v meditaciji, ne v pozitivno mišljenje, ne z bioenergijo, ne z jogov, ne z nikšimi pozitivnimi ali alternativnimi metodami, pač pa v izpolnjevanje Bože volej. V delanje toga, ko je Bogi po voli. Dragi moji, tu se najde pravi mir in ninder. Vidite, kako ljudi gnese prizadeva najti ali dosegnete mir in ko delajo, še več orožja proizvajajo in vozijo na bojišče. Kaj bi se dosegno mir? Ne da se. Za volo toga, ko so iz toga procesa izključili kneza mira. Če ne imaš mira, dragi prisotni in dragi poslušalec, v svojem življenju se najprej izpitaj sam sebe, kakšen je tvoj odnos do Boga in z Bogom, s tem knezom mira. Za šterega mogoče celo praviš, ker je on tvoja vrhovna avtoriteta. Kakšen je tvoj odnos do njega? In znate, ti je posledično takšen tvoj odnos do svojega brata, sestre, do svojega bližnjega.
mogoče boš našel odgovor za tvojo situacijo. V uvode smo to videli, skozi Božjo besedo. V uvode smo to lepo videli. Jezus pravi tom, če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. I znate, držanje Božje zapovedi, to da prineslo pravi mir v tvoje življenje. To da prineslo ti nebeški, božanski mir. Idemo naprej v opazovanje Petrovega življenja in seta od prvega srečanja prek njegove te dole odločitve, kada na njegovo, na Jezušovo besedo pustil vse in šel za njim. Skozi Petrovo življenje, skozi njegove vzpone in padce, leko vsaki med nami tu vzeme lekcijo za sebe osebno, za svoje osebno življenje. Advent, dragi moji, je čas priprave na prihod tistega, šteri je mogel priti, čas priprave na Božič, na rojstvo Mesije. Peter je vse to dal skozi. Peter je vse to dal skozi, osebno se je srečal z Mesijom, z Mešijašom, pa vseeno je v njegovom življenju bilo ještě dosta odprtih pitanj. Osebno se je srečal z Jezušom, pa vseeno v njegovom življenju je bilo še itak dosta tistega, ko je mogel razrešiti. In znate, ne samo nekako to razreši v njegovom življenju, ne, on sam se je mogel odločiti, kako naprej. Bilo je dosta tistega, štereme se je svoje hodbe za Jezušom srečavo in marsikoj ga je v tom času tudi presenetilo. Dnes smo pogledali eden dogodek, štere je na govoru Petra vkuper z ostalimi 12. Posebno je na govoru njova življenja. In, dragi moji, Božja beseda ima isti namen tu dnes za mene in za tebe. Kaj te nagovori? Kaj te izzove? Kaj napraviš korak vere vkuper z njim? Ne sam, ker ti je to ne korak vere, pač pa vkuper z njim. Leko stanem gori in preštejmo Božjo besedo v Mateji 10. tale od 1. pa do 15. vrstice in bojmo pozorni na tekst, na besedilo, šter ima dosta sporočil za nas. Matej 10 od 1 pa do 15. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so: Prvi Simon, imenovan Peter in njegov brat Andrej, Jakob Zebedejev sin in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaž in cestninar Matej, Jakob Alfejev sin in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškarjot, ki ga je izdal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil: ne hodite na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto. Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjajte in govorite: nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne oskrbujte se ne z zlatom, ne s srebrom, ne z bakrom v pasovih, ne s popotno torbo, ne s 2 suknjama, ne s sandali, ne s palico, kajti delavec je vreden svoje hrane. V katerokoli mesto ali vas pridete, poizvedite, kdo je tam vreden in ostanite tam, dokler ne odidete. Ko stopite v hišo, jo pozdravite.
če bo hiša vredna tega, naj pride na njo vaš mir, vaš šalom. Če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam. In če vas kdo ne sprejme in vaših besed ne posluša, pojdite iz tiste hiše ali tistega mesta in si utresite prah z nog. Resnično povem vam, laže bo na sodni dan sodomski in gomorski deželi, kakor tistemu mestu. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebe, kad nas ti skozi njo včiš živeti eno v svetu tebe ta dan v življenje. Pomori me, kad izpovem to, ko je tvoja vola. Pomori nam, kad razumemo tvojo reč in delamo, živimo vsakodnevno po njej. Zato, kad to je prava pot, kad izpolnimo tvojo volo v naši življenje in napravimo to, ko ti želiš. Daj nam razumeti in pomori nam, kad se za istino odločimo in ne čakamo na to, ko da drugi pravo, ko da drugi včino, pač pa naj vsaki napravi svojo osebno odločitev, iti za tjov, vrvati tebe, zavipati tebe in na tej način izpolniti to, ko nam ti praviš. Blagoslovi moje brate, sestre, blagoslovi vsakoga poslušalca, vsakoga, štere posluša tvojo reč in daj, kad bi jo za istinu razumeli in se odločili po njej tu živeti. Amen. Amen. Te odlomek nam goči na več področij v našem življenju, v hoji z Bogom. Jezus tu prvo pot pošilja svoje učence same na pot. In za njuvo pot njim je dal vse, ko so nucali. Učenci so dobili vse, ko nucajo za to pot. Želo je, kad so pripravljeni za vsako situacijo in jih je tu primerno opremo za to. To smo prešteli. Da mi idemo na kakšno pot, potovanje, dopust. Kako se za to pripravljamo? Kako se za to pripravljate? Kufer ali pa dva, za dosta gvonta, za vse vremenske neprilike ali prilike, za vse vremenske razmere, toaletna torba, vrastvo, zdravila, za dosti pejnas, pa zavarovanje, pa tok dole, pa tok naprej. Planiranje, pripravljanje, pakiranje, nervoza, če smo nekaj pozabili in tok dole in tok naprej. Je tok tu pri vas, da se odpravljate na kakšno pot? Pa avto ešte treba poglednete, pa zajgen moment treba ešte dele zamenjati, ništa ne za volo toga, kaj je navorno s takšnim avtom se potuvate in te v noči avto odpelajo, pa drugo gojno avto doma najdeš popravljene. Ja, vse to smo skozi dali. Takšen je naš način. Jezus je te tu učence opremo za vsem, ko so nucali, ka izpunijo nalogo, štero njim je on zapovedal, štero njim je on zavipal. Glejte, na kakšen način jih je opremo. Dal jim je oblast. Dal jim je oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Haleluja! Luka pravi tok od istoga dogodka v 9. tale, 1. do 3. verš. Luka pravi, kaj jim je dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje vseh bolezni. Dragi moji, to je bila njova oprema, ki so leko izpolnili to, ko jim je naročil. Moč in oblast. Ne njova moč, ne moja moč, pač pa to, ko on dava. To, ko Bog dava.
tebe, v tvoje osebno življenje. Idemo nazaj v Matej 10. Ta otok smo prešteli. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. In zdaj poglednemo, kako začenja Jezus svoj seznam 12. Koga najprej omenja? Drugi veršoš v Mateju 10. tale pravi tak. Imena 12 apostolov pa so. Prvi Simon, imenovane Peter. In šele te dole so naštete ostale 11. Vidimo, kako važno je bilo to prvo srečanje, kako važna je bila ta odločitev za Jezuša, za hojo z njim, za Simona. Kako važna je bila ta odločitev, da se ti resnično odločiš za Jezuša, da pestiš resnično vse za sebe in ideš za njim. Si za Boga na prvom mestu. Si za Boga izredno dragocene. Si poseben v njegovih očaj. Peter je to v svojem življenju doživel, spoznal je to. Spoznal je to, kako dragocen je on v Božjih očeh. In zato te v svojem prvem pismu, v 3. tale, doguči od žensk in pa od njove zunanjoj lepote. To ne samo za ženske, pač pa tudi od nas moških ta beseda guči. Od naše zunanjosti in naše zunanje lepote. Te pravi tako, naj bo to rajši, skriti človek srca v nepropadljivosti koga krotkega in tihega duha, ki je dragocen v Božjih očeh. Vidimo, ko je dragoceno v Božjih očeh? Ne samo ges, ti posebno naša notranjost. Naš notranji stav, kako mi prihajamo pred Boga, kako mi prihajamo v njegovo prisotnost, dragi moji. Z toga vidimo, kad dragocenost v Božjih očaj je popolnoma drugače pojmovana, kako pa mi to gledamo, kako pa mi to dojemamo. Mi vidimo samo zunanjost, mi vidimo človeka, kako se on obnaša. Bog pa vidi v srce. Bog pa vidi v srce, da je bil izberan drugi kralj Izraela, da je Davidov oča pripelo vse od najstarejših sinov, pa se je prerok pravo tak. Ne te, tudi te ne, pa tudi tiste ne, pa tudi of ne, pa tudi naslednje ne. Ge ne gledam na njove zunanjosti, ge gledam na notranjost. In David je bil tisto, ko je Bog izbral za volo njegove notranjosti. Za volo njegovega notranjega stava. Dragi moji, ki je dragocen v Božjih očeh. Tu je Peter to jasno zapisal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil. Tako smo prešteli. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil. Bog tebe ne de poslal nikdar na določeno mesto, brez naročila, brez naloge. Komakoli ideš, zato ker si Božji otrok, se posede, imaš nalogo od Boga. Prejšnji vikend je bil zbor Maranata in skupina Mana Vinej z Božjim naročilom.
z Božjim naročilom. In od občine Kuzma je prišla tu zahvala za to, kaj smo bili tom z Božjim naročilom. Ne smo se šli pokazati, kaj sebe pokažemo, pač pa smo nesli ta sporočilo pomena Božiča, pomena Jezušovega rojstva in ko to prinaša človeke, ko to prinaša vsakome človeke. In dragi prisoten, dragi poslušalec, tu tebe Bog pošilja. Želej, ka ideš in zatvolo toga te je opremo s talentami in sposobnostmi. Jih nucaš. Učenci so šli. Učenci so najprej čuli Jezušovo naročilo in so šli. So šli. Ne so se pitali, jo pa ko pa je to, ima to smisel ali ne, ima pa imamo zdaj čas za to ali ne. Ne, čuli so Jezušovo naročilo in so šli. In zdaj pogledamo še malo način, kako Jezus pošilja svoje učence, ko jim je naročil prlej, kako so šli. To k njim pravi. Do njim je dal nalogo, to k njim pravi. Ne oskrbujte se, ne z zlatom, ne s srebrom, ne z bakrom v pasovih, ne s popotno torbo, ne z 2 suknjama, ne s sandali, ne s palico, kaj ti delavec je vreden svoje hrane. Do tistega trenutka so učenci opazovali Jezuša, kako je on oznanjal Božje kraljestvo, opazovali so ga, kako je on ozdravljal betežne, kako se je on soočil z vsemi stvarami, zdaj pa so bili oni na vrste. Same, brez svojega učitelja, brez svojega vzornika, brez svojega svetovalca, brez zaščitnika, same so mogli iti. Si ti v tvojem življenju že imel takšno izkušnjo? Si se že soočil s takšno situacijo? Mogoče se pred kratkim napravil vozniški izpit ali pa zaključil šolanje in si se zaposlil. Do zdaj si vozil avto pod mentorstvom, na vsakom ovinki, na vsakom križišče, na vsakom krožišče, vsakoj situaciji te je spremljal inštruktor vožnje, štere ti je davo na svete, kako in ko naj včiniš, kako naj odreagiraš. Imel je tudi bremzo, kaj te je stovo. Če si nepravilno reagiral, zato, kaj bi se navčil. Zdaj pa si v situaciji, kaj se sam pelaš po istoj poti in pa tudi po drugih neznanih poteh. Kako boš pelal po toj poti? Kako boš pelal naprej? Opremljene si s teoretičnim znanjem, opremljene si z praktičnimi izkušnjami pod mentorstvom. Imaš potrdilo, imaš vozniško dovoljenje, pa imaš tudi avto, imaš tudi vozilo. Torej, imaš moč in oblast. Imaš avto in pa vozniško dovoljenje. Je to zadosta, ka varno prideš do tvojega cilja? Kako boš vozil naprej? Po navodilaj tvojega inštruktora, štere ti je gučil, štere ti je noter vceplo v tvoje življenje, celi tej čas tvojega včenja, boš na takšen način vozil, ali pa se za njegove nasvete več ne boš zanimal. Gemom zdaj svoj avto, gemom izpit, gemom svoj avto, gemo vozil, kako mu geščil.
Koma, da te takšno obnašanje pripeljalo. Teh 12 je Jezus, njuf inštruktor vožnje, poslal in jim naročil. Pogledajmo drugi primer. 3-4 leta si se včil za poklic. Mučil si profesore in pa oni so mučili tebe in te še dodatne 3-4-5-6 let si študiral, ko boš v življenje delal. Končno dobiš zaključno spričevalo, dobiš diplomo. In te opremljene se s teoretičnim in določenim praktičnim znanjem o svojem poklici. Bil si pod mentorstvom. In zdaj dole, dal bo se službo, končno, dal bo se službo. Svojo prvo priložnost zaslužite sam za svoje življenje. Torej, imaš moč in oblast, znanje, poklic in pa spričevalo. Vse to imaš. Je to zadosta za tvoje uspešno poklicno življenje? Za uspešno upravljanje tvojega dela? Da spomnim se mojega prvega dneva, prvega kedna, kot malara, vevčenega, 4 sem imel papir, pa sem imel 3 leta vojeništva zasel. Spomnim se tistega resem prvega dneva. Znate, mogel sem delati vse, čista vse, tako ostale z dolgoletno prakso, brez izjeme. Od mene se je to pričakovalo. Ti si vevčene, gotovo, nema več tu zajnika. Ti si vevčene, mogel sem vse to delati. To se je ne samo pričakovalo, pač pa od mene zahtevalo. Znate, spomnim se, ko gnes. Leko bi vam pokazal mesto v Sobote v staroj internoj, malo starejši, znate, gdje je to. Znate, obbarvanje okenskih kril. Včasih smo to še delali, gnes so okna plastična. Obbarvanje okenskih kril. Prvi dan moje malarske poti sem strol eno glažojno. Ja, prvi dan. Znate, takšen je bil komentar. Če boš ti tok nadaljeval, to ne de dobro. Takšen je bil komentar. In znate, to sem si zapomnil. Ještě dole sem ge nico podporo drugih. Ještě dole sem ge nico sodelavce. In to je isto v duhovnom življenju. Da je Jezus želel, ka se učenci sami navčijo delati ništerne stvari, jih je odposlal same. Ne je šel on z njimi, poslal jih je same. To je bil del procesa odraščanja, del procesa dozorevanja, ka se navčijo oditi z Jezusom tudi do njega, njega osebno poleg njih. Ka se navčijo voziti tok, kak jih je inštruktor navčil tudi do njega več njega poleg. Po pravilaj, po predpisaj. To kak vožnja brez inštruktorja. Kak barvanje okenskih kril brez nadzora mentora. Ne oskrbujte se ne z zlatom, ne s srebrom, ne s bakrom v pasovih, ne s popotno torbo, ne s 2 suknjama, ne s sandale, ne s palico. Kaj ti delavec je vreden svoje hrane. Da sem je bil vojenec,
redko gdje smo dobili geste, Gyžino. Mogo sam se sam poskrbeti za njo. Delavec je vreden svoje hrane. Znate, Jezus v tom navodile dava učencom nekaj, česar do se mogle zavedati v svojoj nadaljnoj službi. Tu njim kaže, ko pomeni stopiti korak vere, ko pomeni pustiti se za sjav in iti za Jezusom. Peter je to že včinil. Šel je za Jezusom. Odločil se je, pustil se in šel je za Jezusom. Zdaj pa je bil trenutek, ko znova napravi tej korak. Ali tokrat sam, brez Jezusa. Peter je čul, naj se ne oskrbuje ne z zlatom, ne s srebrom, ne z bakrom v pase, ne s torbo, ne z rezervnim gvontom, ne z sandale, ne s policov. In dragi moji, Peter je bil znova pred dejstvom, kaj se odloči zavipati Jezusovim navodilom, ali se pa ravnati po svojoj pameti, po svojoj logiki, po svojem razmišljanju. Enako se njim je že to zgodilo, enako je že bil pred takšnim izzivom. Se spomnite, učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. In zdaj je bila situacija identična. Podobna tistoj, da se je mogel odločiti, kako naprej. Jezus, ti nas pošiljaš v delo brez materialnih možnosti, da to opravimo. Tako, če bi malara poslal njegov šef, naj ide eno sobo obejle, pa bi njim ne dal farbe sjav. Ti nas pošiljaš v delo, naj ga opravimo, ne davaš nam pa materialnih možnosti. Kako misliš ti, ko bomo mi to lahko uresničili? Kakšen je uspeh te tvoje misije? Tu, Jezus, v tvojoj logiki nika fali, nika ne štima. Te v čovni tom na Genezareškom jezere je Simon Peter, je nikak je ocenil, kaj bi vseeno probo. Ne imam nika zgibiti, če da ne uspeh, to ne da je moja napaka, pač pa tvoja, Jezus. Ne da to moja stvar, gdje sam te probo, a ti ne veš, koliko se ribe lovijo. Pa ali vseeno, Peter je probo in zato na tvojo besedo bom vrgel mrežo. Tako, če bi Jezus še probo, Jezus, ti si odgovoren. Gdje napravim, ti pa si odgovoren, ko da se pravzaprav, ko se ne da zgodilo. Dragi moji, Gospodin tok, te v čune, tom na tistom jezere, tom se je začel advent. Eden novi advent za Petra. Zakaj? Zavolo toga, kaj je te, Simon, Peter je te začel čakati izhod, začel je čakati rešitev tiste situacije in to se je nadaljevalo skozi celo njegovo življenje. Tu zdaj, da ga je Jezus vkuper z ostalimi poslal na prvo misijsko pot, se je tej Petrov advent, kad tako povem, nadaljeval zavolo toga, kad čakuje izhod toga poslanstva, kako da se ta čudna Jezusova naloga iztekla. Ko z toga pride? Ne vemo. Nega poročila, ne vemo, kako se je Peter te počutil, ko se je te mislil glede navodil, kako se naj opremijo za to nalogo. Kdo je bil sam?
da je bil Peter sam, ne v Kyper z 12 izvoljenimi, da je bil sam, je Jezus še izrazil, njim je povedal svojo zaskrbljenost. Učenik, vso noč smo se trudili, pa se šenke, pa nismo nič ujeli. Zdaj, tu v toj novoj situaciji, pa ne imamo Petrovga odziva, ne imamo njegove reakcije. Peter ne izpovedal niti ene besede. Samo je šel. Bogu je. Bogu je Jezusov glas. Ne se zanimo, kaj se je dogajalo. Mogoče pa je že v njegovem srcu tu delovala Jezusova beseda. Njegovo obečanje, delavec je vreden svoje hrane. Mogoče je to že delovalo tu noter v njegovom življenju. In je Peter to že doživel in za njime Jezus ponuja novo priložnost, kaj se prepriča o resnosti Jezusovega namena za njegovo življenje. Bog ima resen namen za tvojim življenjem. Ti si njegov služabnik, zato ker širiš njegovo kraljestvo tu na zemlji. In če se ne zavedamo resnosti tega namena, dragi moji, velika odgovornost in velika privilegija, zato ker malo ljudi ima to privilegijo, šteromava ges in ti. Na toj poti je Peter verjetno doživel svoje prve ribiške uspehe. Tiste, šterenjem je Jezus obečal, kada grato, ne boj se, odslej boš lovil ljudi. Verjetno na toj poti je Peter prvo pa doživel to, kar se je zgodilo, kar je on predobo ljudi za nebeško kraljestvo. Dragi poslušalec, končujem z besedami. Rekel jim je, ničesar ne jemljite na pot, ne palice, ne torbe, ne kruha, ne denarja, tudi ne imejte 2 oblek. Dragi moji, v poslušnosti tome naročile pride na površje zavipanje Jezuši, zavipanje Bogu, popolno zavipanje njeme. Brez palce so učenci ne imeli nika, s kim bi se zaščitili v nevarnosti. Brez torbe so ne mogli sjo vzeti niti najnujnejših osebnih predmetov, ne so mogli sjo vzeti. Brez hrane so ne imeli nika za geste. Brez penas so si ne mogli kupiti ne hrane, ne dodatnih stvari, ne drugih potrebščin. Brez dodatne obleke so se ne mogli preoblečiti. Kako bi se ti počutil, dragi poslušalec? Kako bi se ti počutil, če bi tebe tvoj delodajalec tok poslal na službeno pot za nekaj dni ali pa mogoče kednov? Kako bi se ti počutil? Bi njeme zavipal, kada je poskrbel za vse to? Ali pa bi vklopil svojo logiko. Jezus je želel, kad se apostoli navčijo popolnoma zanašati na Boga, štere poskrbi za vse njove potrebe. Jezus je želel, kad se oni to navčijo za budućnost. V Jezusovi besedaj, delavec je vreden svoje hrane, je dosta več kot samo hrana, štero nič samo za preživetje. Tu je zagotovilo, kada je Bog poskrbel za vse, kodo na toj poti nicalo.
nucale. Dragi moje, to isto zagotovilo vala tudi za moje in tvoje poslanstvo. Zato, ko je tebe Bog zavipo, kaj naj opraviš. Bog, da se poskrbo za vse. Dragi poslušalec, On nam po Svetom Duhu daje moč in oblast, da izpolnimo naše poslanstvo. Tebe osebno dava moč in oblast po svojem duhu, šteroga ti želi vsaki dan znova dati in obnoviti to moč v tvojem življenju, ka izpolniš njegovo poslanstvo. Boj poslušaj njeme, zavipaj njeme in boš doživel velike stvari za Gospodom. Glej to, kako je Peter tu to doživel. Aleluja. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ki so mu po volji. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo drago svetu reč, štera je vodilo za naše poti, za naše življenje, za naše poslanstvo, šteroga si nam zavipo. Hvala je tebe, ka si nas opremo za vsem, ko nucamo, ka si nam dal to sigurnost odrešenja in si nam poslal Svetega Duha, šter je naša moč v vsakoj situaciji. Pomori mene, pomori nam, pomori vsakom, šter je posluša tvojo besedo, ka bi zavipali, ka bi v vere sprejeli vse to, ko nam ti učiš, ko nam ti davaš. Ka bi zavipali, ka boš se ti poskrbil za vse, ko nucamo za upravljanje toga, ko se nam ti zavipal. Blagoslovi nas v tom, vode nas v tom in nam pomore, ker resnično smo tiste, štere zavipamo tebe. Gospod sveti, boj proslavljene ti, tudi tej adventni čas, čas pričakovanja, no ne da samo čas čakanja, ka boš nam ti nikad davo, ka boš ti ni blagoslavljal, poč pa naj bo čas čakanja, Gospod dragi. Koliko jaz včinim za tebe, za tvoje kraljestvo. Čas čakanja novih nalog, čas čakanja novih priložnosti, ker smo tvoje svedocke na vsakom koraki. Boj proslavljene ti, skozi mene, skozi nas, skozi tvoje cerkve, skozi vsakoga življenja. Amen. Amen.